Zdraven. Dober dan, živijo, haj. Evo, javljam se iz prečudovitega Velenja, krasnega mesta, oziroma ne javljam se iz naše hiške. Zakaj se javljam danes? Zaradi tega, ker jutri grem na en majhen poseg na zobu in ne vem, kakšna bom v četrtek, lahko da bom takšna, lahko da nič ne bo, bomo videli sproti, ampak v vsakem primeru bi pa danes vseeno želela nekaj deliti z vami, če mi dovolite. Tudi to, kaj se nam je zgodilo iz tistega ful vročega, jaz sem že 2 dni oblečena v dolgih rokavih, ker naenkrat mi je mrzlo, ful mi je mrzlo, še da mi me vidijo noge, še debele zokne, Evo, spremembe, ki se nam dogajajo, to pomeni še vreme nam nakazuje, da obstajajo spremembe, zato je še toliko bolje, da se tudi mi zavedamo, da smo mi prvi, ki je prav, da v naše življenju vpeljamo spremembe. Cilj mojega današnjega videa pa je to, da mogoče malce vas soočim z križarjenjem, ki ga bom izpeljala oziroma ga bomo izpeljale z krasnimi damami 25. septembra, 22 mesec že zasedenih, to pomeni, imamo še 8 tistih, ki nestrpno pričakuje, da se nam bo pridružilo in mogoče malce več o tem potovanju. Vsi tisti, ki me že nekaj časa spremljate, veste, da nisem več za nič površinskega, sem samo za globino, globino. Pravim, da če ne bomo delali na globini, bomo vsi postali malce površinski, pol posledično bomo to površinsko nosili tudi na otroke in tako naprej. Tako kot reče moja stranka, ker kličem zdaj moje stranke, krasno, včeraj sem do 15:07 govorila s strankami, ki bodo se pridružile na moji poti, ful lepo, imam krasne ljudi, tako da vsi tisti, ki se boste pridružili, boste veseli, ponosni. Kaj tako malo, ker slišim, poprašam, kaj je cilj, zakaj so se odločile, marsikdo se je odločil, da se bo družil s podobno mislečimi ljudmi, da bo lahko karkoli novega na sebi spoznal, to pomeni delal tudi na svoji osebni rasti, ker ko delamo na osebni rasti, delamo tudi na poslovni rasti in ker vedo, da pri meni ne bo samo nekaj lahkega, pri meni se bo moglo tudi kaj malo več dogajati. Da pa bi mogoče malo bolj podrobno razložila, še posebej, ker mi eni pišejo, sploh ne vem več, kaj naj bi začela, ampak tudi nekaj razumem. Resnično, 2 leti se že res ukvarjam z globino in želim izključno iti v globino, kar pomeni, da pridemo do kakršnikoli sprememb, se je potrebno soočiti tako z dobrimi, kot tudi z manj dobrimi lastnostmi. To je isto tako, kot če bi vam rekla, obstajata dan in noč, to je 24 ur. Isto tako imamo mi v sebi tako svetlobo kot temo. Če skozi vse vidimo svetlo in vse v najlepšem redu in vse kak je tipi top in vse najboljše, tema nažalost ne more priti do tega, da bi se mi sami ščistili. In zato se nam dostikrat se dogaja ljudem, ko skozi govorijo, kako so fajn, kako je vse super, kako je vse top of the top. Poznamo 2 vrsti skupine ljudi. Ena skupina, ki v življenju ne bo zajamrala, pa tudi, če bi bilo dobro, ker ko bo zajamrala, bravo, evo moja draga Maruška, tudi piše, tako, zelo lepo je napisala, v coni izven cone obdobja šele pride do prave spremembe. In sicer, ko naredimo varianto, da tisti, ki so zmagovalci, pa reče, wow, vse je super, vse je v najlepšem redu, vse je top of the top, Včasih lahko ženske še posebej lahko šminko z obleko, marsikaj prekrijemo, skrijemo, gremo v frizerju, vse poštimamo in smo top. In po drugi strani imamo ljudi, ki se zelo radi vračajo noter v žrtev, to pomeni, da grejo v vlogo žrtve. In tisti konstantno iščejo potrditev, kaj se mi je zgodilo, kaj je bilo, Zakaj? Ker takrat so uslišani in takrat iščejo ljubezen. Jaz zdaj z vsemi temi, katerimi sem govorila, moram povedati, da nisem zdaj govorila, sem z 11, danes sem s 3, pa je koliko še ura. In sicer, nobena od mojih ni žrtev, vse so zmagovalke, vse so močne in vem, da samo take tudi pridejo do mene. Vse k meni pridejo žrtve, k meni pridejo osebe tiste, ki so zmagovalke, ki si mogoče bi pa želele, pa bi bilo fajn, če bi kdaj rekle, wow, pa odprle malo to ranljivost. To pomeni, da mi bomo delale na tem, da se bomo soočile tako s svetlobo, kot tudi s temo.
Delali bomo tudi na tem, da dan, ali pa ne dan, bom tako rekla, da ne obstajajo samo črna in bela barva, ampak da obstaja spekter različnih barv. To pomeni rumena, roza, rdeča, zelena, različne zeleni odtenki, karkoli. To pomeni, se bomo tudi s tem spoznali, da ni vse, da če je tako prav, je prav, če ne, nisi z mano. No. To marsikdaj lahko zasledite pri ljudeh, ko rečejo, če se strinja z mojim mnenjem, si z mano, če se pa ne strinja z mojim mnenjem, si pa proti meni. In to, veste, da to so ljudje, ki ne sprejemajo drugih barv, ampak vidijo samo črno in belo. Takšna sem bila jaz, vrsto let, dokler nisem še majčken sivine spustila noter, ko sem pa začela sprejemati, odpuščati, joj, sem pa videla kar malo morje barv. In danes tudi tako, če bi pogledali moje videe, bi tudi videli, da potem tudi spekter barv uporabljam na videih, ker sem rada oblečena v barve. Najbolj pomembna stvar pri križarjenju, katera se mi pa zdi, da je en tak del, naprimer, moj cilj križarjenja, čisto konkretno moj cilj križarjenja bo, da bo se ta zaveza peljala naprej, ali pa tako, kot je rekla ena moja stranka, ena izmed te, ki se bo udeležila križarjenja, to ni moja stranka, mi smo eni drugi učiteljice, eni drugi mentoriranke, eni drugi smo mentorce, kakorkoli. Martina, pozdravljena. Je rekla, nekje vmes smo izgubile del sebe. Zaradi tega, ker je bil čas, ko smo mogli poskrbeti za družino, poskrbeti za otroke, za moža, za v službi pokazati, da smo sposobne, da smo močne, da zmoremo in tako naprej. In vmes nekje se izgubimo. In moj program je sestavljen tako, da čisto vsaka od 30 žensk bo delila tako dobro kot manj dobro zgodbo, zaradi tega, ker s sharingom, to pomeni, ko mi nekaj izustimo, ko nekaj povemo, ko se s tem soočimo, šele takrat začnemo delati na sebi. Imeli bomo 4 področja in na teh 4 področjih bomo slišali tako dobre stvari in tako malo manj dobre stvari, zaradi tega, da sebi, da pomagamo. Primer, če je ena izmed mojih bolečin, ki je bila v otroštvu, naprimer ta, da sem se vedno mogla dokazovati, čist vedno, izredno močen vzorec manj vrednosti, nisem dovolj vredna, ne vem, kaj vse, da narediš, ni ok. In ko bom konkretno povedala en primer, sem prepričana, da v teh 30 oseb, ki bodo zraven mene, bodo vsaj 6 oseb se našle. In ko bom jaz mojega izustila povedala, mojega šerala, bo druga, pa tretja, pa četrta in bomo si šerale dobro, oziroma malo manj dobro, ampak s tem bomo ozavestile, da je na tem vzorcu potrebno delati. In ko bomo govorile dobre zgodbe, si bomo pomagale na tak način, da bomo postale še tam boljše, bolj sproščene, verjele vase in tako naprej. No, kakor vidim, v skupini imam same sposobne ženske, tako da wow, bo pestro. Srčno upam, da smo razporejene na teh 4 področjih, da smo ene dobre v poslu, ene dobre v partnerstvu, ene dobre v odnosih, to pomeni pri otrocih in predvsem ene dobre v osebnosti, tako da bomo potegnale in delale na tem. Tudi konkretno imamo izziv, ko se spomnim sebe, rečemo, ne vem, zdaj je to sigurno 7 let nazaj, nikakor nisem mogla meditirati. Meditacija je bila za mene nekaj groznega, sem celo razmišljala, pa kdo to počne, kdo ima čas se s tem ukvarjati. Ampak danes se zavedam, danes moj dan, niti en dan ne poteka pred jutranjo meditacijo, ne glede na to, kje sem, na kakšen način, ali bom kamorkoli zamudila, bom pa zamudila. To naredim zaradi tega, ker vem, da zaradi tega je moj dan lepši. Soočile se bomo ali pa spoznale bomo različne tipe meditacij, to pomeni, kakšne so meditacije za umiritev naših misli, spoznale bomo meditacijo, ko bomo odpuščale, ko se bomo vrnale v majhno stanje, naše male tanje, male cvetke, male jožice, kogarkoli, in bomo poskušale poiskati našo malo punčko in jo nahraniti, pozdraviti, osrečiti. Potem vsekakor 2 primera bomo delali zato, da bomo zdravile sebe in 2 primera, da se bomo napolnile z energijo, pozitivno energijo na način, da vidimo, da v življenju vse zmoremo, samo če v to verjamemo. Delali bomo tudi en obred, krasen obred, tako da tako mi čakam, to je tisto, ko najbolj poveže ljudi.
Seveda ne bomo šli tako globoko bred, kad ga delam z ljudmi v Koštaboni, zato ker v Koštaboni, tam, ko grejo z mano ljudje, tam so pravi strokovnjaki, to pomeni strokovnjaki, ki delajo na tem, tako da to res toplo priporočam vsem ljudem. Bom tudi enkrat malo bolj še konkretno temo govorila vsem tistim, ki vam materija več ne pomeni, ker ste videli, da materijo imate, da vam pa manjka praznina v vaši duši. To pomeni, duša kliče, duša ne rabi materijo, duša rabi hrano, ki pa je drugega izvora, je pa prava energija ljubezni, prava energija hrane, prava energija prostega časa, pravih vsebin in tako naprej. No, to meni, to je tudi eden izmed našega programa in v vsakem primeru na koncu prava poslovna ženska, Ana, prava poslovna ženska pa brez vizije, kako se vidi čez 3 leta, 5 let, pa ne more biti. Včasih se spomnim, ko sem možu res težila, to je bilo tako, ko sva se spoznala, pa kje se ti vidiš čez 3 leta, pa kje se ti vidiš čez 5 let, pa kje se ti vidiš konstantno, sem to govorila, ker sem rekla, lej, če vesolje ne vidi, da ti hočeš nekaj jasno iti naprej, kam naj te usmeri, in to je moj mali amorčik malo zastokal zraven, zato se bomo tudi to naučile, da stranke si lahko same prikličemo. Če sem čisto iskrena, si prikličem stranke, zdaj tudi te za križarjenje, tako mi je fajn, dragi moji, vi veste, da gre z mano na pot, mislim, jaz sem včeraj skoraj sem rekla Igorju, noro, kako me Bog nagrajuje, kako mi Bog daje lepe, to pomeni od 27 let stare gospodične ali gospe, ki z njo še nisem se pogovorila, če je bila odsotna, do gospe, ki je stara 73 let. Noro, to pomeni, ljudje nikoli, resno, to ne govorim zdaj samo za ženske, zdaj govorim na splošno za vse, nikoli ni prepozno zadelati na sebi. Nikoli. Moja mami mislim, da je začela delati to. Evo, zdaj bo 70 let stara, in ko sem poslušala to gospo, ko sem rekla, oh my god, ko je opisala mi, kako je začela, kaj se je dogajalo, sem rekla, noro, kot da opisuje mojo zgodbo, ampak je starejša od mene in potem samo gledam, v redu, to še bomo delali in tako naprej. Zelo ne gre, vedno je tako, to je mogoče, da še ta del delim, ki se mi je zdel pomemben, pa bi bilo pa dobro, da že končam, ker ne vem, koliko sem rekla, da bo kratek video. Vsi, zadnjič sem dala en kratek članek, da smo si ljudje res različni. Res smo si različni in prosim, ne mešati vse v isti koš. Med mojimi prijatelji, med našimi prijatelji oziroma našimi prijatelji, znanimi prijatelji z Igorjem, imamo pare, kjer uživajo v kampiranju, resnično, in imajo kam prikolico in so fantastično in se tam počutijo najsrečnejši. Imamo prijatelje, ki so v avtodomu in potujejo ne po celi Sloveniji, vse povsod, kamorkoli z avtodomom. Imamo prijatelje, kjer uživajo samo v najboljših hotelih, to pomeni top of the top, najvišje, bolj večji kot je luksus, to je za njih najboljši dopust. Nekdo je v hiši, nekdo je na čolnu, nekdo je, vem, kaj mi je rekel enkrat Joc Pečečnik zame, on je celo jahti dal naslov Moj dom, moj drugi dom, on preživi 6 mesecev na jahti. To pomeni, ne mislimo, da je za vsakega enako, da vsak ima, da privlači enake stvari. Privlačimo tisto skupino ali pa tiste stranke, tiste stvari nas zanimajo, privlačimo. Gremo tam, kjer to privlačimo. In to pa ne pomeni zdaj zaradi tega, da smo potem pa kaj drugačni od tega, samo sprejmimo, da nekomu je to všeč, nekomu drugemu je to všeč. In jaz sem prepričana, da vse tiste, ki grejo z mano na kakršnokoli delavnico, izobraževanje, treatment ali pa se pridejo k meni, vedo, da bodo delale, to vsaka od njih ve. Vsaka od njih ve, da se bo soočila s svojo temo, ker če se ne sooči s temo, ne moramo narediti korakov naprej, ampak vsaka od njih pa tudi ve, da naredi korak naprej. S tem bom končala, da vam bom
zaželela tako, ne gledati, kaj skupina počne. Gledajte, kaj vaše srce govori. Poslušajte vaše srce, ker lahko, tako kot sem povedala, jaz nisem za kampirati, res ne, jaz še nisem v šotoru spala. In ko me zafrkavajo, da bom enkrat mogla v šotoru spati, rečem, seveda bom naredila to. Grem izven cone obdobja, tako kot je Maruška napisala. Je potrebno to narediti. Verjamte mi, da sem pa marsikdaj že šla izven kakršnekoli cone obdobja, da sem danes tukaj, ker sem. In še vedno grem. In še vedno bom tam, ko bom spala na križarki z nekom v sobi, zaradi tega, ker grem izven cone obdobja. Spomnim se moje prvega potovanja, ker nikoli nisem spala nikjer drugje, kot pa z možem, ali pa čisto sama v sobi, sem spala v hiši, v eni hiši, sem spala s 3 v eni sobi in tudi kopalnico smo si delili, se nas je delilo 12 ljudi. Tako, če človek želi delati spremembo na sebi in dovoliti v svoje življenje, da stopa nekaj novega, nekaj svežega in da se zaveda, da vse v življenje pride z nekim razlogom, z nekim namenom, Ivana, dober dan. Vse, karkoli se bo zgodilo, bo to tudi nekaj dobrega zanj. Tako da, dovolite sebi spoznati sebe, ne spremljajte negativnih teh komentarjev, ne gledajte vse negativno zaradi tega, ker to privlačite in vedno bolj, ko boste to gledali, vedno več boste tega privlačili. A ni bolje, da tisti čas, ki ga namenite, da berete zgodbe, da slišite, kdo se s kom poročil, kdo se s kom ni poročil, kdo je kaj naredil, kdo kaj ni naredil, namenite sebi. Preberete en članek, res priporočam, iz srca priporočam. Erika, še bomo zunaj cvali. Priporočam branje Sense, kjer je, jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ampak Sensa je tako v roku enega leta, kar pomeni, sem se tudi mogla jaz spremeniti, ampak naredila tak velik preskok, da lahko zelo veliko člankov preberete tam in da poiščete, odkot imate bolečine, zakaj niste uspešni, zakaj se vam nekaj dogaja, kaj vam manjka, kako lahko to nadgradite. Samo, če bi človek članke bral, se pa nekaj strinjam, s članki branja lahko ozavestiš določeno stvar, da jo spustiš in jo glasno poveš, da rečeš, joj, manjka mi to pa to, Na začetku pa potrebuješ nekoga, ki te usmerja. Pa to ne pomeni, da sem to jaz. Lahko je nekdo čisto kontra, lahko je pravi terapeut, lahko je pravi psiholog. Ne se tega braniti. Ker vam garantiram in vsak lahko mi napiše v spodi pod mail, karkoli, pod komentar, garantiram, ko najdete osebo, ko začutite svojo bolečino, ko najdete osebo, da čisto vsakdo sedaj je naredil premik. Nihče ni rekel, wow, butasto, to je bilo brez veze, to je čisto nesmiselno. Ne, ko se človek odloči delati na sebi, ko človek reče, zdaj sem pa pripravljen, da naredim korak naprej, čisto vsakdo zdaj je ponosen, vsak občuduje vse te svoje terapeute, svetovalce, kakršnekoli, ker so mu pomagali, da je danes drugačna oseba. Tako da, drage moje, jaz se opravičujem, moški, to ni za vas. Obredi so za vas, tole imam pa res za ženske, zaradi tega, ker je prav, da naredimo to zavezništvo naprej. Želim si, da ko se konča, ne želim si, to ni v redu, ker to ne bo šlo naprej, po koncu našega potovanja bo teh 30 žensk delalo skupaj, se bo upalo odpreti ena drugi, si bo pomagalo in tako gradilo zavezništvo naprej. Ali tako, kot je nekdo rekel, da je to tako kot sestrstvo. Jaz računam, da tega bratstva je dosti več kot sestrstva, mi bomo poskušali na tem delati. Ena mi je prej napisala, nisem uspela prebrati. Dragi moji, tako da vam res želim krasen teden. Če mi slučajno ne bo ratalo v četrtek, da bom slučajno fej zabuhla zaradi zoba, kaj si grem tudi nekaj narediti, ampak v redu, vse v pravem času. Potem se vam bom javila v petek, ker jutri imam ta poseg, zato danes ta video, da vas malce spomnim, da vas lepo prosim, tisti, ki želite, potovanje bo preverjeno, vse bo lepo šlo tako, kot se spodobi, zaradi tega, ker več zaprli ne bomo, ampak gre se, da bomo pač morali upoštevati pravila, kot so, to je PCT test, tisti, ki ste pa cepljeni, ste pa cepljeni, pa še toliko lažje, se sploh s tem ne rabite ukvarjati. Tako da, vse dobro vam želim, krasen teden še naprej, veš, kot četrtkih, pa rečem krasen vikend, krasen teden in kakršnakoli vprašanje sem vam na razpolago, edino, kar vas prosim, poslušajte za Božjo voljo svoje srce, Tatjana živjo, poslušajte svoje srce in naj vaše srce vam pove, kaj je tista vaša pot.
Ne bodite ljubosumni na druge, ampak rečite, privoščite in ko jim boste privoščili, boste tudi vi to dobili. In marsikdo, ki mogoče to leto, ena je celo napisala gospa, to leto si ne morem privoščiti, bom pa drugo. Točno to, lahko se pa drugo leto vidi z menoj. Vse dobro, čau, čau!